Otroški parlament je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki poteka že od leta 1990, lahko rečemo, da je že kar tradicionalen. Namenjen je osnovnošolcem in omogoča, da izražajo svoje lastno mnenje o tematiki, ki jo sami izberejo. Cilji tega projekta so razvijanje celostne osebe, človeka, ki zna kritično razmišljati, človeka, ki zna, najstnika, mladostnika, ki zna razmišljati svojo glavo, hkrati pa tudi poslušati mnenja, stališča svojih vrstnikov. Otroci skozi program otroških parlamentov razvijajo različne kompetence, različne, kako bi rekla, aktivno državljanstvo kot tako. Ker otroški parlament poteka v obliki razprav o določeni temi in otroci s tem razvijajo tako komunikacijske veščine, se znajo poslušati drug drugega in se o sami temi marsikaj novega tudi naučijo. S tem se razvija v kritičnega državljana, v aktivnega državljana, nekoga, ki razume, da njegov glas šteje in da je pomemben. Moje mnenje o aktivnem državljanu je to, da moraš biti ozaveščen, kaj se dogaja v tvoji okolici oziroma v tvoji državi, da nisi samo usmerjen v eno stvar, v tiste obveznosti, ki jih imaš pri državi, ampak moraš razmišljati splošno o rečeh, ki se tičejo tudi tebe v vsakdanjem življenju. Mislim, da je o tem premalo govora v institucijah, na primer v osnovnih šolah in srednjih, in mislim, da bi morali dati večji poudarek na to, da ozaveščamo to, kaj so naše dolžnosti in da razmišljamo o naši prihodnosti skupaj. Če pogledamo iz tega vidika kompetenc, se pravi kolektivnega ukrepanja in potem politične angažiranosti, ki temu sledi, je to najvišji cilj otroškega parlamenta. Želimo si torej, da kolektivno skupaj se združijo učenci, mladostniki in najdejo neke rešitve, predebatirajo, kaj so prednosti, slabosti teh rešitev in potem podajo svoje mnenje, svoje predloge naprej politikom, našim odločevalcem, ki pa so tisti, ki lahko potem tudi zakonodajo spreminjajo na bolje. Skozi otroški parlament sem se veliko naučil. Pomembno bi bilo, da smo lahko vsi izmed nas izrazili svoje mnenje. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin to, da smo si vsi enakopravni in da okolje zelo vpliva na nas, ampak da če ga ne bomo mi spremenili, ga ne bo nihče drug in da moramo skupaj stremeti k temu, da izboljšamo in da se vsi cenimo in smo dejansko vsi prijatelji med seboj. Učencem in osnovnošolcem želimo, da so spoštljivi drug do drugega, da se znajo poslušati, da se znajo opazovati, da so drug drugemu v podporo in medsebojno pomoč. Bi rekla, da zadnji nasvet mladostnikom, preden odidejo, preden zapustijo osnovnošolske klopi, bi bil: ostanite radovedni. Z radovednostjo boste iskali nove rešitve in to je tisto, kar naš svet potrebuje.